Kaj se dogaja, če se samo spet vrnemo v Pomurje, Mura, pa še druge regije so, Gorenje, pa danes sem slišal tudi po radiju Brežice, Vino Brežice, 100 ljudi, pa tako naprej, vedno več brezposelnih, rekli so danes tudi na mesec 0,3% višanje stopnje brezposelnosti, sedaj je že 9%, v Pomurju bo 20% stopnje brezposelnosti, če bo vseh 3400 ljudi iz Mure šlo na zavod za poslovanje. Vsak pet, torej se lahko predstavljamo, kako je. Potem pa imamo resolucijski projekt OKO, kjer imamo kar nekaj projektov dodelanih, ki smo skupaj s prejšnjo vlado nekako nastavili. Med temi resolucijskimi projekti so tudi recimo spostavitev visokošolskih izobraževalnih središč. Danes smo slišali tudi predsednika, da je pač ena od možnosti razvojnih projektov tudi, da grejo ljudje študirati. Ali glej ga zlomka. V Pomurju imamo le en visokošolski študijski program, ki je redno financiran, torej podeljena koncesija strani ministrstva, vse ostalo so izredni. Torej mora študent plačati približno 3600 € za eno študijsko leto. Zakaj ne gre študirati, torej tudi razvojni projekt lahko bi v tej smeri. Da imamo zapisanega v resolucijskem projektu, pa nikому nič. In sedaj moramo potem mi, torej jaz, mestni župan, z pritiskom preko medijev, ministra gospoda Golobiča, povprašati, ali bo kaj na tem področju storil. Žalost, takšni so pač odnosi do nekaterih. Prav sigurno je tudi v drugih regijah bi lahko našli še več takšnih zadev. Kaj je delala prejšnja vlada? Po regijah obiski zelo dobro sprejeti. Pahor je maja obljubil, da bo prišel v Pomurje in bo začel obiskovati regije, kot dober primer prejšnje vlade. Danes v septembra pa ga še vedno ni bilo, pa ne vem, če je kje bil. Prej smo seveda slišali tudi samo pri županu Ljubljana, ki mimo grede ustanavlja novo zvezo mestnih občin, poleg tega, da že imamo SOS in ZOS, pa je skupnost občin Slovenije, in zvezo občin Slovenije, kjer so tudi sekcije mestnih občin, želi posebej zvezo mestnih občin na novo urediti, zakaj, da nas bo uporabljal mestne občine tudi zato, da bo seveda v mesto Ljubljana čim več sredstev pripeljal. Torej, dajmo si še nekaj tudi iz normativnega dela vlade za leto 2009. Obljubili so, da bodo v leto 2009 sprejeli zakon, sprejemali dopolnitev zakona v glavnem mestu, tukaj seveda zadevna se izvaja. Rekli so, da bodo v 6. mesecu to zadevo že dali pod streho. Zelo pomemben zakon, sprejemali dopolnitev zakona, spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in pa seveda zakonodaja z področja pokrajinska zakonodaja. Tudi maja gospod Pahor pred vsemi župani Slovenije obljublja, da bo, koliko je le možno, čim hitreje dal pokrajinsko zakonodajo ven. Še danes nimamo te zakonodaje, da bi si lahko ogledali. In kaj lahko rečemo? Torej, prva dva zakona, o katerem sem prej govoril, že zamujata, pokrajinska zakonodaja še sploh ni zunaj. Če vemo, da je prejšnja vlada 2 leti in pol pripravljala zakonodajo, usklajevala z različnimi ciljnimi skupinami in prišla do rešitev, potem zaradi političnega razloga ni bila zadeva sprejeta, ali res mislijo, da je v tej zakonodaji, ki je bila pripravljena, res vse narobe. Vseh teh 2 leti in pol dela za svoj vrženega stran, seveda se s tem ne moremo strinjati. Torej, pričakujemo, da bo to zadevo spremenili. Da bomo samo kritični, edino pohvalo, ki bi lahko rekel za ministrico brez denarnice, če tako rečem, je, da je v 6. mesecu sprejela spremembo navodil organov upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013 in sicer v delu, ki se nanaša na DDV, oziroma ali je DDV upravičen strošek ali nekaj, ki tukaj je bilo vse polno nejasnosti, tako za gospodarske družbe, občine in tako naprej. Hvala Bogu, ta zadeva je rešena. To je edino, kar lahko rečem kot pohvalno. Bolj je vse tisto, kar sem že govoril, razočaranja. Torej, pokrajinska zakonodaja, ne vidim razloga, zakaj ne bi dali ven toliko bor, ker imajo v programu dela, torej v tem normativnem delu programu zapisano, da bo pokrajinska zakonodaja sprejeta aprila naslednje leto. Kje so pa še usklajevanja, pa parlament, pa še ne vem, kaj še vse. Drugo razočaranje, že prej sem rekel, s tem zamuljanjem teh evropskih sredstev, ki so
in jih ne prenašajo, bodisi podjetjem, bodisi lokalnim skupnostim, bodo lokalne skupnosti imeli daljnosežne posledice in tega se moramo zavedati in tudi javno glasno povedati. Mislim, da katerega koli župana bo se to vprašali, se bo s tem strinjal. Tudi z refundacijami, torej ne dobijo denarja, morajo zalagati. Tisto, kar bi še posebej izpostavil, pa je, da posamezna ministrstva v sklopu tega resorja, če tako rečem, so zadolžene, da lahko koristi ta sredstva iz različnih operativnih programov in pa prioritet znotraj teh operativnih programov. MOP, Ministrstvo za gospodarstvo, tudi SVLR nekaj in druga ministrstva. Zadeva poteka tako, da ministrstvo razpiše, se občine in gospodarske družbe prijavijo, projekt teče, pridejo zahtevki za izplačevanje, ministrstvo to da SVLR-ju, ki kot organ upravljanja preveri zadevo, spet daje na ministr za finance in ta zadeva teče tako dolgo, da mine vmes mnogo časa, predno pride dejansko tista sredstva tistim, ki so namenjena. Torej, ta kritika je, da bi to zadevo morali prav sigurno izboljšati in pohitriti. Pa še nekaj, nisem tukaj sicer zapisal. Sedaj, ko je to obdobje 2004-2006 se nekako zaključuje, ti vsi projekti bi se lahko z eno dobro analizo ugotovilo, kaj je potrebno v tem novem razvojnem ciklusu 2007-2014 spremeniti pri prioritetah, ne v operativnih programih, pri prioritetah, da bomo to krizo, ki je nastala, ker je ta situacija povsem drugačna kot takrat, ko so se sprejemale pač te delitve, koliko sredstev v kateri operativni program. In to pogrešam na ministrstvu, da bi to eno analizo naredili in glede na to, kar smo danes slišali od nekaterih mojih kolegov, je zelo smiselno, da seveda to spremembo teh prioritet, torej spremembo sredstev za določene prioritete tudi čim prej naredimo. Seveda pa se občine ukvarjajo tudi z mnogimi drugimi težavami, samo navedem nekaj, torej financiranje primerne porabe, vedno več se teh zadev obrača v smer, da mora občinski proračun sam kriti teh zadev. To imajo sigurno kolegi z drugih, ki pokrivajo druga ministrstva. Upozoril bi samo mogoče na dve. Občine znatno povečuje socialne transfere zaradi te situacije, kot je denar, sem že prej povedal, kje lahko vzamejo pri investicijah, torej spet je začaran krog. Sprejemanje sprememb OPN-jev, občinskih prostorskih načrtov. Taka velika cokla razvoju, da ne moram reči, kako velika. Na ministrstvu za okolje in prostor lahko mirno rečem, da je tam razsulo. Če povem, da smo za projekt, regionalno pomemben projekt pomurskega vodovoda, oskrbe, predvsem Goričkega z vodo, ker še danes z cisternami, gasilskimi cisternami vozimo vodo do ljudi, ki živijo tam. Ne moreš dobiti sogovornika, ker pravi, nisem pooblaščen, minister mi ni pooblastil, pa je bil pred kratkim razrešen. V tem letu dni se zgodi nekaj sprememb kadrovskih in nimaš preprosto sogovornika. Pa še nekaj piše tam te zadeve, mogoče samo na koncu zadnja zadeva, za katero bo marsikatero občino bolela glava, namreč nedorečenosti pri prenosu komunalne infrastrukture v upravljanje občine, pa prosto povedano komunalno podjetje občinska morajo prenesti na občino v njihovo upravljanje, vodovode, kanalizacije, čistilne naprave, vse druge in te zadeve, da bo občina to upravljala. Nikjer še danes na ministrstvo, predvsem za finance, ne znajo povedati, ali se prenašajo tudi finančne obveznosti, ki so nastale iz teh komunalnih vodov, iz graditve teh komunalnih vodov. Torej, če komunala imela kredit za gradnjo vodovoda, ali se ta kredit prenaša tudi na občino kot finančno breme, torej se šteje v zadolževanje občine ali ne. In kakor veste, marsikatera občina je zadolžena že do maksimuma. Te zadeve bodo na lokalnem nivoju prejslej izbruhnile in se bodo kazale v prihodnosti v naslednjih letih po občini, preprosto ne bodo imeli denarja za razvojne projekte. Hvala lepa.